Dober dan. Zanima me, ali so gospod Ivan Zidar, gospod Dušan Černigoj pa gospa Hilda Tovšak javne osebnosti ali niso javne osebnosti? Ja, po moji oceni ne, ker so to menedžeri zasebnih družb, gospodarskih družb in kot taki seveda po moji oceni niso javne osebnosti. Edino gospod Črnigoj je javna osebnost v tistem delu, kjer deluje kot član državnega sveta, po moji oceni. Ali niso? Za gospoda direktorja gradbenega podjetja iz Ajdovščine, mislim se, lahko trdimo, da ja, ker je državni svetnik. Za ostale dve osebe prav gotovo, da so gospodarstveniki, vendar lahko rečem, da so na nek način tudi javne osebnosti, ker se ukvarjajo z javnim interesom, to pa je gradnjo, ki je dostikrat tudi predmet javnega financiranja iz proračuna. In iz tega naslova prav gotovo v bistvu na nek način so poznani širši javnosti in transparentnost, zakonitost poslovanja in pa seveda tudi dejansko poštenost je tudi za njih državljanska obveza, kot tudi za vse ostale. Ne, niso javne osebnosti, ker njihovo profesionalno delo ni povezano z upravljanjem javnih funkcij. So pa znane osebe, ker so pač ugledni in vidni gospodarstveniki oziroma gospodarstvenica v Sloveniji. Po mojem prepričanju mediji ustvarjate človekovo podobo, torej ali je javna oseba ali ni javna oseba. In v zadnjem času ste njih prikazali kot javne osebe. Ja, zdaj odvisno na katere kriterije se ozremo. Po mojem, če se na te pravno-formalne zakonske, kot državljani, ki opravljajo zasebno delo, po vsej verjetnosti ne spadajo v to kategorijo, kot jaz ali pa tisti, ki smo tako imenovani javni uslužbenci ali pa funkcionarji, ne samo voljeni, tudi imenovani, in ki dobivamo plačo ali si eksistenco zagotavljamo iz javnih proračunskih sredstev. Smo nekako odgovorni vsem državljanom, ki nas plačujejo. Tu je neka razlika in mislim, da tu bolj gre za interpretacijo, ki po vsej verjetnosti drži interpretacija pooblaščenke, zato je ta. In tudi ona je javna oseba. Prva, med prvimi v tem pogledu. Sam sem trdno prepričan, da je mogoče zagovarjati tezo, da so vsi trije javne osebe, zlasti glede gospoda, ki je tudi član državnega sveta, torej član drugega doma parlamenta. Mislim, da je trditev, da on ni javna oseba, povsem nerazumna in si ne predstavljam, kako lahko nekdo sploh tako trditev lahko zagovarja v javnosti in pri tem ohrani resen obraz. Kar se pa tiče preostalih dveh, gospoda Zidarja in pa gospe Tovšakove, pa že način njihovega dela. Spomnimo se, kolikrat so javno nastopali na otvoritvah, na vsem tem, govori o tem, da jih je v širšem pomenu besede zagotovo mogoče šteti za javne osebe, seveda pa tega ne gre mešati s pojmom javni funkcionar oziroma državni funkcionar. Se pravi, če gre tukaj za nek pojmovni nesporazum, potem je ta dilema pravzaprav odveč. Ker se pa tiče načina njihovega dela, pa zagotovo priča o tem, da so vsi trije javne osebe in funkcije, ki jih opravljajo bodisi v gospodarstvu, oziroma vsaj eden od njih tudi v parlamentu, pa pričajo o tem, da so tudi po formalni plati mnogi argumenti za to, da ti gospodje imajo status javnih oseb in da se jih je pač na ta način treba tudi obravnavati. No, oni so zagotovo znane osebnosti, če bi pa šli na to, ali so nosilci nekih javnih funkcij in iz tega ven javne osebnosti, potem bi hipotetično lahko za gospoda Černigoja, ki je državni svetnik, rekli, da je javna osebnost, čeravno je ta funkcija neprofesionalna. Z tega vidika je potrebno mogoče bolj natančno pogledati definicijo, kaj je javna osebnost v smislu
zakonov in predpisov, ki se nanašajo na varovanje teh osebnih podatkov. Torej, bom rekel, tega zapleta, ki ga ima Vest.si z pooblaščenko, pomemben tudi interes javnosti. Sam sem to prebral zelo na hitro in si ne upam dati neke končne sodbe. Pričakujem pa, da boste sprožili nek ustrezen upravni spor, ki je možen in da se bo skozi ta upravni spor razčistilo, kateri elementi osebnih podatkov so tisti, ki so v tem primeru sporni in kateri del teh podatkov je tak, da lahko služi tudi v interesu javnosti, ki je zagotovo interes vedeti.